Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Emila Ledenkota. On je že ime samo po sebi pove, s čim se ukvarja. Jaz sem ga prav s tem namenom povabila k sebi, zato jaz tudi te stvari prakticiram in vem, koliko meni to dobro delo. Ne delam to za druge, za sebe, ampak on bo z prve roke povedal malo več o tej praksi, kako je začel, zakaj je začel, kaj se mu je v življenju spremenil, ko je začel to prakticirati. Dobrodošel v oddaji Moj odnos do zdravja, Emil. Hvala, Neja, za povabilo. Pa greva midva kar nazaj v tisto obdobje, ko si ti začenjal vse te stvari početi. Zakaj si začel? Kaj se je dogajalo v tvojem življenju, da si naredil ta polen klik, pa naredil nekaj drugače v življenju? Ja, v bistvu ta zgodba sega že dolg časa nazaj. Začel sem kot športnik, kot profesionalni nogometaš. Bil sem talentiran, bil sem perspektiven, ampak so me določene stvari pripeljale do tega, da tega svojega potenciala nisem mogel, znal nikoli izkoristiti. Ampak, ko gledam danes iz tega stališča, iz te perspektive, pa vidim, da to niti ni bila moja pot. Se pravi, to je bila, oziroma jaz se rad tako rečem, ko sem začel nekje pri 7 letih trenirati, dokler je bil nogomet ali pa šport nasploh, samo igra, sem v tem užival. Pol recimo nekje pri 14 letih, 15 v bistvu, ko pa začnejo pritiskati te zahteve tekmovalnega športa, sem pa videl, da mi to ne paše več. Ker jaz nisem tip človeka, ker šport vseeno zahteva neko agresivnost, športno agresivnost, neko, bom rekel, športno pokvarjenost, se pravi, moraš biti malo drugačen. Sicer jaz sem drugačen, ampak na drug način, ampak ta v bistvu športna pokvarjenost ali pa drznost nikoli ni bila del mene. Ja, jaz bi raje uporabila to drznost. Drznost, ja. Ta notranji ogenj, ki jaz vidim recimo od moje sestrične sin, on žari, ko to dela, kot profesionalni športnik. To je dosti povezano z neko obliko agresije, ne? In predvsem agresija usmerjena nase. In jaz sem precej senzibilen človek, občutljiv in meni ta način nikoli ni bil blizu zato, ker sem mogel iti preko sebe. Se pravi, v profesionalnem športu ni prostora za to, da bo človek poslušal sebe. Dejansko pač izpolnjuješ naloge trenerja, kar se ti zada, noben te ne vpraša, si ok ali nisi ok, in dejansko v bistvu z vsakim dnem sem se bolj oddaljeval od sebe. In normalno, tisto, kar mi je bilo od začetka veselje, mi je potem postala muka. Ker nisem več v tem užival, vedno več pritiskov, vedno več odpora pri meni. In dejansko v bistvu zgodilo se je to, da sem nekje pri 21 letih sem se zlomil. V kakšnem smislu zlomil? Psihično. Psihično. Tako, sem se čisto zlomil, v bistvu padel sem v neko depresijo, anksioznost. Leta sem se s tem boril. Spraševal sem se, zakaj se to meni dogaja, saj nisem nič slabega naredil, ker sem vedno hotel dobro ljudem, vedno sem hotel pomagati. Ampak pol, pač z te današnje perspektive pa vidim, zato ker to ni bila moja pot. In pač nekako sem se mogel ustaviti. In dejansko življenje ustavil. Dejansko me je življenje ustavil. In to je trajalo kar nekaj časa, v bistvu lahko rečem, da sem bil celo v tej vlogi žrtve, ne, zakaj jaz, zakaj meni. Ampak sem pol počasi začel to spuščati in dejansko razvijati ta zavedanje, da dejansko to ni bila moja pot, in sem začel iskati v bistvu pač nekaj, kar je meni bolj pisano na kožo. Zame takrat, bom rekel, ta spiritualni svet ni obstajal, se pravi, zame je obstajal samo materialni svet, tisto, kar lahko vidiš, primaš, zagrabaš.
ampak sem potem videl, da obstajajo tudi energije, da obstajajo tudi čustva, da obstajajo tudi, ne vem, vzorci, prepričanja in tako naprej. In vedno bolj me je vlekel, bom rekel, v to smer. In potem se je zgodilo to leta 2017, ko sem začel spremljati Wim Hofa. Začutil sem, da nekaj more biti v ozadju teh dihalnih vaj pa mrzle vode. Iskal sem pa zato v bistvu, ker vse to, kar se je dogajalo v preteklosti, je pri meni pustilo posledice ne samo na psihi, ampak tudi na telesu. In se mi je zgodila v bistvu huda oblika artroze kolkov, tako da so bile bolečine res hude, komi sem hodil, komi sem se prepognil. Zdravniki so mi že zdavnaj svetovali operacijo, da umetne kolke, ja, in se jaz pač s tem nisem strinjal, sem rekel, to je zadnja izbira, pa če res vse, karkoli drugega ne bi šlo skozi, mi to še vedno preostane. Tako da na prvo žogo pa sigurno ne. Ampak sem vedel, da v tem primeru moram pa nekaj narediti. Se pravi, da ne bom samo čakal in da se bo nekaj čudežno spremenilo. No in na tej poti raziskovanja sem srečal mrzlo vodo. In hecanje pa to, ne, mogoče, ko se je reklo v najavi, moj primek je ledenko. Ne. Se pravi, dejansko na nek način moje poslanstvo mi je bilo z rojstvom položeno v zibelko. Ampak se jaz tega dolg časa nisem zavedal, ker sem imel pa izjemno močen odpor do ledene vode. Se pravi, jaz sem se tuširal s kropom, z vrelo vodo, še poleti sem se tuširal z vročo vodo. Se pravi, če šel, ne vem, nekdo za mano v kopalnico, je, kot da bi prišel v savno. Se pravi, izjemno močne odpore pa strahove v povezavi z mrzlo vodo. Dokler nisem pa začel tega področja raziskovati in kako se da z dihom te stvari preseči. In dejansko takrat sem videl, da so vsi te odpori v bistvu produkt mojih misli. Ker kaj, če imam jaz v glavi strahove, se temu primerna čustva sprožijo in telo se zakrči. In jaz sem pa v bistvu skozi to raziskovanje videl, da je najboljši način, da zaupaš v to. Pa greš v strahove noter. Tako, da se prepustiš in greš direktno v strahove. In tukaj imaš najmočnejše orodje, ki ti pri tem pomaga. Dih. In ko sem že začel, pravim, kljub ogromnim odporom pa strahovom, sem takoj videl, da to ni tak bav, kot sem si jaz predstavljal. Ker jaz sem mislil, da tega ne bom nikoli zmogel. Jaz sem recimo videl po zimi, ko sem bil na morju, ljudi, kako se kopajo v morju. Se oni so vse mogoči. In to ni zame. Ampak potem, ko greš sam v to, vidiš, da sploh ni tako težko. In dejansko pol, korak za korakom, ko sem to raziskoval, je bil ta odpor vedno manjši. In lahko rečem, da tudi danes, po skoraj 8 letih tega raziskovanja, odpori niso zginili, ker marsikdo mi reče, Emil, ti že toliko časa to počneš, da nimaš odporov. Pa greš lahko v vodo, ne? Tako, ne, odpor je vedno prisoten, ampak danes vem, kako se s temi odpori soočati. Vem, da bo tistih prvih 10-15 sekund, da bo zarezal, da bo malo sapo vzel, ampak vem, kaj s tem delati. In ko se popolnoma umirim, ko grem onkraj tega, potem stopim v to stanje, v ta prostor miru. In potem izkušnja je popolnoma drugačna. Imaš čisto enako izkušnjo kot jaz. Jaz tudi. Jaz sem sam s kropom sem se polivala. Ampak potem sem imela pa eno tako zelo zahtevno izkušnjo z mojo glavo. Glava ni najbolj funkcionirala. Zdaj ni čas za celo mojo zgodbo, lahko gledalci pa gledalke pogledate malo na mojo spletno stran od moje glave, ampak sem ugotovila, ko sem šla v ledeno vodo, se je moja glava začela čist drugače obnašati. In takrat tudi, kot si ti rekel, grem noter, zareže noter, ko grem, ampak ko ohladim glavo, ko ohladim telo, je izkušnja čist druga in tako prav svoboda pride. Ja, tako da... Ja, čudovita izkušnja je, ko veš, kako se tega lotiti. Kot sem rekel že prej, pač naše misli so največja težava. Ampak te misli v bistvu to nismo mi, to so misli, so privzgojene, se pravi, nas starši, šola, družba v bistvu so nas
ali pa stari starši in tako naprej so nas ves čas opozarjali, koliko je mrzla voda, ali pa karkoli v povezavi, tako, vse to nas ogroža, z vsakim vogalom nas to ogroža, ko mi čaka, da nas pokonča. In ko imaš to enkrat prepričanje, se je normalno, da imajo ljudje odpore. Ampak, ko pa greš na drugo stran v bistvu in ko vidiš, da to ni tak bav in ko imaš orodja v roki, kako se s tem soočati, ja, potem dejansko v bistvu je škoda, da ljudje ne bi sebi dovolili eno tako čudovito izkušnjo, ki je in transformativna in regenerativna, dejansko podpre telo, podpre duha, umiri misli. Neverjetno. Drage gledalke in gledalci, po oglasih nadaljujeva pogovor. Ko sem brala v razni literaturi, ne vem, če ti to veš, da voda ima 4 agregatna stanja. Mi poznamo samo 3. Ampak to prav ta 4. agregatno stanje pa nastaja pod ledeno vodo. Zato omogoča spremembo našega načina razmišljanja. Pa me zanima, katerih čustev, občutkov, misli si se ti osvobodil, ko si začel te stvari prakticirati? Ja, v bistvu pač moj življenje je bil prežet, bom rekel, z mnogimi strahovi. Se pravi, slaba samopodoba, nizka samozavest, neko vsajeno ali pa vgrajeno prepričanje, da nisem dovolj dober, da nisem sposoben, da si ne zaslužim. In ko enkrat živiš, ne vem, leta ali pa desetletja v teh občutkih, v bistvu postanejo del tebe, ne? In ti se z njimi identificiraš in začneš verjeti, da ti si res to. Ampak pol v bistvu preko te izkušnje vidiš, da nisi. In to ne samo moja izkušnja, to je v bistvu izkušnja vsakega udeleženca mojih delavnic, ker 90% ljudi pride totalno prestrašenih. Res, ful se bojijo, kaj se lahko zgodi. Ampak ko grejo preko tega, ozavestijo svojo moč. In normalno, mislim, čustva strahu, nezaupanja, dvomov, tudi seveda spodbudi se lahko jeza, žalost, ali pa na drugi strani radost, vzhičenje, veselje. Se pravi, dejansko v bistvu cel koktajl čustev lahko voda sproži, ker dejansko voda so čustva. Tako je. In mi ne vemo pač, kaj nosimo vse v sebi, v našem nezavednem delu ali pa podzavesti, in voda to lahko, ni nujno, ampak lahko potegne ven. Tako da dejansko lahko pride do občutenja različnih čustvenih stanj. Ampak največ, kar pa ti voda da, je modrost. Pa zavedanje v svoje, se pravi, bom rekel, vera v svoje sposobnosti. Se pravi, kot enkrat, ne vem, premagaš ledeno vodo, ker ledena voda je ena najbolj stresnih situacij, kar obstaja za človeka. In ko ti enkrat s pomočjo dihanja zmoreš kontrolirati svoja čustva, pa svoje reakcije v ledeni vodi, ki je praktično najbolj stresna, jih potem toliko lažje kontroliraš v vsaki drugi situaciji, ki je manj stresna. In to je tudi v bistvu fantastična šola za življenje. In vse te ekstremne situacije, ledena voda, hoja po žerjavci in podobno, so namenjene temu, da ljudje vsaj malo bližje stopimo v stik s svojo pravo bitjo ali pa svojo pravo močjo. Mi imamo recimo na Ivitalis Retreatu, enkrat na leto ga imamo, pa običajno ga organiziramo v okolju, kjer je ledena voda. In gremo, oziroma ta ledeni slap, ne, in gremo prav po ta ledeni slap in je točno o tem, kar si zdajle govoril, pride do osvoboditve, ker če mi v ekstremnih okoliščinah nekaj lahko naredimo, potem je vsakdanje življenje pasul. Lažje. Ja, vse je čisto bolj enostaven. Ampak veš, kaj je zanimivo? Zanimivo je to, da ko sem jaz začel pač hoditi po tej poti,
sem začel bolj z namenom, poleg tega, da bi se olajšal bolečine zaradi artroze, da bi se bolj počutil. Se pravi, iskal sem načine, kako se boljš počutiti, ne. Ampak sem saj zame ugotovil, da to ni čisto prava pot, ampak da je prava pot ne bolj se počutiti, ampak boljš čutiti. Se pravi, čutiti vsa stanja. Zato, ker če mi hočemo, delamo samo nekaj, da se bomo boljš počutili, dejansko bežimo od tistih stanj, kjer se ne počutimo dobro in jih tlačimo. Joj, to si tako dobro povedal, zato ker dejansko v tem svetu je vse narejeno zato, da mi bežimo preč. Ne pa zato, da čutimo, ker čustva so tukaj zato, da čutimo, da jih občutimo in spustimo skozi sebe. In kot stranski učinek tega pride pa dobro počutje. Ja. To pravim, jaz poskušam gledati bolj celostno in ravno to se pravi, ker ravno tako jeza, žalost, ne vem, težka čustva, pa težki občutki, je ravno tako pač del našega življenja. In če mi ne moramo pogledati tja, ali pa biti s tem, tudi na drugi strani ne moramo v polnosti čutiti radosti, veselja in tako naprej. In s to pravim, da boljše čutenje pripelje do tega, da se boljš počutimo. Včeraj sem eni moji stranki ravno razlagala, da recimo ni hotela nečesa čutiti. Sem rekla, ti dam čisto primerjavo. Je tako, kakor greš recimo na operacijo kolena, ti dajo injekcijo za umrtvičenje, ampak ni umrtvičen samo tisti del. Umrtvičen je cel telo in isto je, če ti nočeš enega čustva čutiti, potem je vse ostalo umrtvičen. In tudi dobrih stvari potem ne čutiš tako, kot bi jih drugače, in pol ni tistega navdušenja nad življenjem, veselja v življenju, radosti v življenju, pa tudi ne notranjega miru, ljubezni. Vse pol je tako zelo zvodenelo. Ni polnosti, zato ker jaz pravim, vse je prepleten. In nobena stvar se ne izključuje. In če si mi ne dovolimo čutiti svoje žalosti, ja kako bomo pol v polnosti občutili svojo radost? Ampak edina stvar, ker bom rekel, ta New Age duhovnost uči, ne vem, samo pozitiva, kar je zame v bistvu totalno brez veze, ampak je pa tle samo ta hakelc, da je fino, da se v teh težkih občutkih ne valamo predolgo. Se pravi, jih v polnosti občutimo, smo prisotni z njimi, najlažje jih je predihati in spustiti, da grejo skozi nas. In to se mi zdi nekako najbolj naravno. In na ta način tudi transformiramo, integriramo in tako naprej. In to gre tudi skozi dih, ne? Dih je najmočnejše orodje, ki ga imamo na tej poti. Kaj pa recimo potem, ko grejo v vodo ljudje, oziroma ko greš ti v vodo, se takrat tudi sproščajo kakšne občutki, ljudje, kakšne glasove ali kaj takega? Ali je to že vse predelano skozi dih? Bom rekel, jaz sem bolj pristaš tega, recimo, če se le da smo v tišini. Dobro, zdaj, če nekomu pride moment, da zakriči ali pa spusti nek zvok, ja. Ampak ne zdaj v osnovi tisti, da reš noter, pa tuleš, ne. Ker je pač cilj je namen, da si ustvariš ta z dihom varen prostor noter in iz tega prostora opazuješ čustva, ki pridejo ven. In normalno, da ti voda, kot sem rekel, zna potegniti žalost, bes, jezo, radost, veselje, lahko so solze žalosti, lahko so solze smeha. Ampak tista stvar, ki je meni v bistvu ful pomembna, da to početje ni pri meni tekmovalno početje. In to poskušam ljudem dopovedati vsakič znova, vsakič posebej, da to ni tekmovanje, ampak je potovanje. To je pot navznoter. Ker to je spet agresija, ne? Ja, seveda. In če je čas merilo nekega dosežka, smo spet obrnjeni stran od sebe. In danes vem, da ogromno ljudi, ki se ukvarja s temi potopi, ali pač vodijo delavnice, ali pa se to počnejo zaradi sebe, se štopajo, tekmujejo in dejansko v bistvu, mislim, ok, če jim to paše, ampak ni to namen. Se pravi, namen je, da pustimo uro na strani in da dejansko gremo v svoje občutke in nam telo sporoča, kaj tisti moment rabimo oziroma kje se nahajamo. Ker mi nismo vsak dan v istem stanju. En dan nam paše biti v hladni vodi, ne vem, pol minute, drug dan 5 minut, potem tretji dan 3 minute. To je toliko različno, da je najboljše v bistvu prisluhniti sebi.
Če pa mi pristopimo temu tekmovalno, je pa težava v tem, ne vem, napreduješ minuta, 2, 5, 10, pa en dan nisi ok, pa padeš na 5, pa Pa frustracija. slab, ja. Kaj pa zdaj narobe, kaj narobe delam in dejansko v bistvu to ni to. In zato vedno poudarjam, vse dihanje, ledena voda, vse to, kar počnemo, je namenjeno raziskovanju. Je potovanje in ne tekmovanje. Potovanje v sebe. Tako. Ja, in tega, recimo, da bi bilo tega več v šolah že, bi bila naša družba veliko bolj srečna, Brez skrbi. zadovoljna. Ne? Ja. Sej, kjer ima Burma ali kjer ima narodni... Največja stopnjo sreče. Ja, Butan. Butan, no, Butan, ja. No, Ja, to. ta družba v glavnem pač spodbuja tekmovalnost, dokazovanje in primerjanje. Ni pa sodelovanja, povezovanja, pomaganja. Štenja. Pomaganja. Ja, tako. Tako. Drage gledalke, spoštovani gledalci, na Dr. Neja Zupan Institute smo za vas pripravili posebno darilo, masterclass Čudežna moč energije in jo lahko prevzamete, to darilo lahko prevzamete na www.bisernica.si/darilo. Midva pa se bova vrnila nazaj po oglasih. Na tej tvoji poti do zdravja, do boljšega počutja, do več sreče, notranjega zadovoljstva, miru, od katerih prepričanj, identitet, vrednot, od česa si se poslovil. Pa kaj je bilo najtežje se posloviti? V bistvu navade so železna srajca. Ne reče se temu zastonj tako. In pač jaz včasih nisem toliko razmišljal o sebi, nisem se poglabljal vase, nisem toliko merkal, kaj jem, kaj pijem, kakšne vsebine dajem vase fizično ali pa mentalno ali pa čustveno. In niti, mogoče ne bom zdaj to govoril, če sem se poslovil, v bistvu bolj gre za spoznanja, kaj je meni omogočalo te spremembe na moji poti. V bistvu prebral sem veliko knjig, preposlušal sem marsikaj, ampak sem stestiral na sebi. Se pravi, dejansko v bistvu jaz vse to, kar se pogovarjam z ljudmi ali pa kar dajem naprej, je to, kar jaz živim. In tista stvar, ki je meni najbolj spremenila življenje, je jutranja rutina. In jaz, od česa sem se najtežje poslovil, v bistvu zelo sem bil razpršen, zelo sem bil odzemljen. In jaz kot tak sem rabil strukturo. Zato, ker meni struktura da nek varen prostor, iz katerega lahko raziskujem. In dejansko sem prišel do tega, da saj zame je najbolj pomembna stvar disciplina. Tukaj je pa en hakelc. Večina ljudi si žal disciplino narobe predstavlja. Jaz rečem, da je disciplina najvišja oblika ljubezni do sebe. Ampak mogoče samo toliko intermezzo, da iz tradicionalne kitajske medicine je disciplina vrlina srca. Točno to. Ampak večina ljudi si disciplino predstavlja kot neko vojaško disciplino, moram. In zdaj, kaj se dogaja? Ko smo bili otroci, so nam starši ali pa trenerji ali pa učitelji govorili neki moraš. Nam pa do tega ni bilo. In normalno, da taka stvar zbudi odpor. Čim v bistvu mi danes kot odrasli nekdo reče, da nekaj moram, jaz regresiram otroka, ne pa ne bom. In to se zgodi pri večini ljudi, dokler tega ne ozavestimo. Tako je. In sem rekel ljudem, kaj pa tako, če bi namesto besede disciplina uporabljali besedo ljubeča pozornost do sebe. To pa vse spremeni.
In tista stvar, ki je me najbolj spremenila življenje in brez kere sigurno ne bi dosegel, kar sem, je to, da najpomembnejši del dneva je prva ura zjutraj, ko vstanem, pa zadnja ura, preden grem spat. Se pravi, prva ura, ko vstanem ob 5, najkasneje pol 6, se pravi, s kakšnimi vsebinami bom napolnil svoj telo, dušo prvo uro potem, ko vstanem. In takrat si res vzamem čas za dihalne vaje, za meditacijo, za mrzotuš in tako naprej. Zato, ker s tem pripravim sebe za vse, kar me čaka tekom dneva. In to je ta, jaz pravim, 1 ura ljubeče pozornosti do sebe. To je ta disciplina. In dejansko v bistvu, ko sem bolj v stiku s sabo, ko sem bolj pomirjen, vse, kar tekom dneva naredim, bom naredil bolj zavestno, kakor če tega ne naredim. In lahko rečem, da v 7 letih pa pol nisem spustil niti en dan. Ker ko se Ker se imaš rad. Točen to, ker v ozadju te discipline je zavedanje, ker vsakič, ko to naredim, ne samo, da se počutim boljš, ampak čutim boljš. In ker me pol ljudi rečejo, ja, si ne vem, kaj si ljudje predstavljajo pod disciplino, ampak lahko je to, ne vem, meditacija, lahko so dihalne vaje, lahko je sprehod v tišini, lahko je bosonoga hoja, lahko je ples, lahko je, ne vem, pisanje dnevnika. Vse to, kar nam omogoča, da smo prisotni. Ja, da se bolj povežemo s seboj. Tako, in zato se mi zdi za kvaliteto našega bivanja, pa za kvaliteto našega dneva, najbolj pomemben čas prva ura po tistem, ko vstanemo. In seveda tudi zadnja ura, preden gremo spat, se pravi gledanje računalnika ali pa pač neka mentalna aktivnost tik pred spanjem ni najboljša. Ali pa branje kakšnih kriminalk ali pa še slabše igrice, pa ja. Karkoli. Ja, Tako da v bistvu karkoli, kar povzroča distrakcijo, ker to distrakcijo potem mi nesemo s seboj v spanc in naša podzavest potem tisto distrakcijo premleva. Melje. In dejansko normalno, pač ne spimo kvalitetno, ne spočijemo se, zjutraj se zbujamo utrujeni. In se pravim, ta game changer pri meni je bilo to, ko sem ozavestil, da je ta disciplina v bistvu pomeni ljubeča prisotnost do sebe in da si tisto uro zjutraj, včasih tudi več, manj ne, ampak načeloma zadostuje tudi 20 minut. Samo da mi začnemo dan z neko aktivnostjo, ki nas podpira. Kaj je to, si pa vsak sam zbere. Ker jaz smatram, jaz tudi vsako jutro si vzamem, malo je odvisno sicer, kaj se mi dogaja, ne, ampak tam recimo od pol ure, največkrat imam pa tam 1 uro pa pol. Ne. To je tako kot temelj za hišo. Brez temelja za hišo, brez temelja za dan, ne moreš dneva zgraditi, oziroma te hitro podere. In recimo moji študenti mi poročajo, ja, če zjutraj ne naredim teh vaj, jaz ti v Italiji svaje učim, če ne naredim teh vaj, potem je dan čist drugačen. Ja, seveda, zato ker nismo postavili energij, na katere se vse naše izkušnje tekom dneva gradijo. In ko to razumeš, potem to ni več vojaška disciplina, ampak je zavedanje o ljubezni do sebe. Ja. In to, mislim, to je tisto, kar dejansko spremeni življenje. In ena stvar je, se pravi, ta rutina, druga stvar je pa dih. Se pravi, to sta 2 temelja, ki sta meni spremenila vse. Jaz sem se recimo težje, jaz sem bila bolj rojena že s to disciplino ali ljubeznijo do sebe, da sem delala, ampak težko sem se pa poslovila od kakšnih svojih misli, kot je recimo manjvrednost, pa nezaželjenost, nedobrodošlost. Si ti se tudi od kakšnih takih mislih potem v svobodo? Veš kaj, v teh mislih je tako v bistvu, ne, misli pač prihajajo, tudi take, še vedno, ampak dejansko to, kar sem se naučil, je, da se ne identificiram z njimi. Ampak ko pridejo, aha, ok, tukaj ste, kaj mi imate za sporočiti, prediham,
in jih spustim, da grejo skozi. Se pravi, ne zanikam, pa ne zadržujem, ampak dejansko spustim, da grejo skozi mene. In potem je življenje veliko lažje, je tako? Ja, seveda, če pa potiskaš, v bistvu je pa samo vprašanje momenta, kdaj bo spet nazaj prišlo. Ne? Ja. In pa je večna borba, oziroma vsako zanikanje oziroma odrivanje ti povzroča notranji konflikt. Jaz to ponavadi tako primerjam, kot z enim, recimo, sitnemu otrokom. Če sitnega otroka skozi udrivaš pred, bo ta otrok samo še malo bolj siten postal. In pa bomo rekli, ja, ta otrok je siten. Ne? V bistvu mu ni zdal nobene pozornosti, zato da bi se lahko sploh umiril. Ista stvar je pa z našimi mislimi. Ja, raven, ko jim daš malo pozornosti, ja. Pa bojo šle. Ja, tako. Ja, super, super. Emil, jaz se ti zahvaljujem za tale najin pogovor. Zdaj, če je še kaj tazga, kar bi recimo strnil v telih zadnjih par trenutkih kot sporočilo za naše poslušalce in poslušalke, preden zaključiva. Moje sporočilo je to, da škarje pa platno imamo v svojih rokah in ali bomo mi krojili življenje po svojih željah, ali ga bojo pa drugi krojili po njihovih željah, ampak na to ne bo všeč. In jaz vedno ponavljam, ljudje bi bili radi svobodni, svoboda zahteva odgovornost. Odgovornosti si pa danes skoraj nihče ne želi. Tako da, kdor hoče kdor hoče spremembo, je nujno prevzeti odgovornost, pa pogumno hoditi po tej poti naprej. Najlepša hvala. Tudi tebi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, darilo Dr. Neja Zupan Institute lahko prevzamete na www.bisernica.si/darilo. In vabljeni k ogledu naslednjih oddaj Moj odnos do zdravja.